naša naloga je, da se povezujemo, da ko ti odkriješ, da nekaj deluje, da ti to deliš svojo prijateljico, zato ker ko si ti prižgana lučka in ti nekomu prižgeš, jaz mesiram prsi, ful deluje, se ona začne prižigati in ona deli naprej in se ona prižiga in mi ženske smo tiste, ki prižigamo ali pa ugašamo cel svet. Jaz odkar kanaliziram duhovne vodnike, v bistvu vedno sem delala za moške in za ženske, vse delavnice in še vedno naprej bom delala za oba spola, ker je toliko pomembno, da se vsi zbudimo. Na neki točki pred 5 leti se je pa z mano povezala duhovna vodnica boginja Afrodita in je rekla: Tjaša, potrebuješ začeti delati z ženskami in prenašati mojo zavest. In takrat sem jaz začela kanalizirati Afrodito. Nisem vedela, kaj bo to pomenilo. Odprla sem svojo prvo delavnico, imela sem, 15 žensk, ki so prihajale k meni. In ko sem jaz opazila, kako se njihova življenja spreminjajo, zato ker delajo rituale, ki sem jih svetovala, ko so v življenju peljale sporočila in jasnost, ki sem jo jaz kanalizirala, ki jo nam je Afrodita predala skozi mene, ko sem jaz začela opazovati, kaj se to dogaja, ko ženska začne skrbeti zase, ko je ženska redno prižgana, meni ni bilo nič jasno, da je to toliko mogoče. Od tega, da ko so ženske šle iz moje delavnice domov, da so začele dobivati same pohvale, da so šle na pico v restauracijo in jim je ta glavni picopek iz alufolije naredil rožice in jih prinesel. Se pravi, dejansko se cel svet odzove na prižgano žensko. Ne? In v bistvu prvi klik, ki ga mora ženska v glavi narediti, je to, da ona čaka, da ji bo nekdo nekaj dal, da bo ona cela. Mi ženske smo tiste, ki če nismo prižgane, nam nihče ne bo nič dal. Če smo prižgane, dobimo pa cel svet. Ne dobiš samo bombonjero, dobiš cel svet. In je to pomembno, da se zavedaš, ženska energija je prva v vrsti, za njo sledi moška vibracija, kar ne pomeni, da je ženska energija bolj pomembna. Pomeni pa, da sta različni. In ženska postavi, kaj ona želi. Ženska prinese vibracijo, moški pa kot puščica to njeno namero poveča, zmanifestira vse, kar bo ona si izbrala. In zato recimo ženske, začnite opažati, koliko pogosto v odnosu z moškim, pa ne potrebuje biti tvoj partner, te vpraša, kaj bi rada, pa se sploh ne izraziš. Pa rečeš, saj mi je vse, ne. To moškega zmede, moški ne ve, kako naj potem deluje. In potem nekaj naredi po svoje in pa mi nismo zadovoljne. Dejansko mi na njega damo odločitev, ki v resnici mora priti iz nas. Ker ko ženska izbere, moški lahko skreira. Ko ženska v mehkobi izrazi, moški lahko s tem gre. Ampak ta live ne bomo govorili konkretno samo o partnerstvu, ampak želim, da gremo v bistvu v začetek vsega. In začetek vsega je ženska. Lidija se strinja in pravi, da je ženska sposobna rojevati in tudi ubijati. Evo, definitivno to. In v bistvu, ko ženska ne skrbi zase in je izpraznjena, je takšna ženska dejansko destruktivna za vse okoli nje. Odnosi razpadajo, ker jih ona ne prižge, ker jim ona ne da zagona. Kar ne pomeni, da mora ženska vse narediti v odnosu. Ne? To ne pomeni, ampak pomeni pa, da mora ona da tisto vibracijo, ona tista, ki požene kolo, svojo energijo. Kar sem hotela v bistvu povedati ženske, je to, da naša naloga je, da se povezujemo, da ko ti odkriješ, da nekaj deluje, da ti to deliš svojo prijateljico, zato ker ko si ti prižgana lučka in ti nekomu prižgeš, jaz mesiram prsi, ful deluje, se ona začne prižigati in ona deli naprej in se ona prižiga. In mi ženske smo tiste, ki prižigamo ali pa ugašamo cel svet. In dejansko ženska lahko ugasne cel svet ali pa ga prižge. In tako ženska prižiga ali pa ugaša svoj partnerski odnos. Ženska, ko boš enkrat ugotovila, koliko si močna, se boš dejansko nič ti ne bo jasen. Zato, ker ženska energija je res takšna sila vesolja in smo lahko najbolj hvaležne in najbolj blagoslovljene se počutimo, ker smo v tem ženskem telesu in imamo to žensko vibracijo, ki nas poganja. In ko govorim o tem,
da ženska lahko spremeni svet in ga spreminja in ga ustvarja oziroma ga uničuje, govorim o tem, da prižgana ženska, to je ženska, ki ima stik s sabo, to je ženska, ki sebe čuti, to je ženska, ki se sebi posveti, to je ženska, ki je utelešena vase. Takšna ženska je sposobna skreirati kakršnokoli realnost zunaj sebe. Priklicati pravega partnerja, zmanifestirati nov avto, zmanifestirati novo službo, ustvariti pretok denarja, skreirati družino, vzgajati otroke. Takšna ženska je sposobna vsega. Se pravi, prižgana ženska. To pomeni, da je ženska v prvi vrsti, predno je katerakoli od teh vlog, mama, partnerka, sodelavka, šefica, prijateljica, predno je katerakoli od teh vlog, je ženska v prvi vrsti najprej ženska. Se pravi, da ozavestimo, da ja, smo mame, smo žene, smo partnerke, smo hčere, vse to so naše vloge, ampak prva in glavna, ne vloga, ampak prvo in glavno smo pa mi ženske. In v bistvu, ko to enkrat ugotoviš, da ko začneš sebe redno napajati, ko sebi začneš dajati redno prakso negovanja, si ti v takšni moči, da je vse ostalo mogoče zate. Na drugi strani pa, če mi ženske nimamo redne prakse sebe, če nimamo stika s svojim telesom, če se ne upamo dotakniti svojega ščegetavčka, če se ne upamo dotakniti svojih prsi, če se ne zavedamo, kje so naše erogene cone, kje nam paše, kje nam ne paše, če mi nimamo stika s sabo, smo ugasle. In ko mi ugasnemo, ko ženska ugasne, ugasne njen partnerski odnos. Nikoli ni moški tisti, ki prvi ugasne v partnerstvu. Se pravi, ko v partnerstvu zaškripa, je vedno ženska tista, ki je prva ugasnila, ki se je ugasnila. In v bistvu moški samo sledi vibraciji, ki jo postavi ženska. In zato je to pomembno, da se zavedaš, da ko si ugasla, da samo prideš nazaj vase. In ženske, ki ne skrbimo zase, ki se ne polnimo redno, smo ugasnjene in kaj se potem zgodi? Partnerstvo nam ne štima, z otroci imamo težave in nekakih ne znamo voditi in smo obremenjene, ker je toliko obveznosti in tralala, v službi nismo zadovoljne in iščemo, da nas bo nekaj napolnili. In potem mi to damo na moške, pa rečemo, ti moraš mene osrečati, ti moraš mene dati to veselje, ti si moraš mene spolno zaželeti, ti. V bistvu pa ženske, če mi nismo prižgane, se moški zraven nas ne more priklopiti. Mi smo tista iskra. Mi smo tiste, ki damo, kakor vžigalica, ko jo prižgeš. Ti narediš cak. In ko se ti prižgeš, on lahko pride in poveča svojo vibracijo, tvoj ogenj. Ne? In zato je to pomembno, da se mi ženske zavedamo tega, da je naša glavna naloga v življenju ta, da skrbimo za svojo prižganost.